objemi me. Začutim te. Čau! Kako ste, sem Jan? A zebe? Malo, ja, živijo. Bravo, živa. Čau, živa. Kompliment si moram zapomniti. Čau, dobrodošli. Ko smo prišli k Janu, najprej smo zagledali svečke in ko smo vstopili, smo začutili tako posebno energijo. Bilo je res prijetno, navdušujoče, krasno. To so pa videli z bratom, nas je mama naslikala, da se bojeli starši. Všeč mi je Janov dom. Jan se mi zdi prekrasen, šarmanten. Jan je že prej zame bil res fatalen moški, že preden je dobil svoj naziv, ampak danes je to 100% potrdil. Moški z neko posebno energijo, ki se ga res ne da opisati, mislim, da jih ni mnogo takšnih, ne? Eden in edini. Jan je res ena taka pozitivna oseba, preprosta, zelo dostopna. To je bil nepozaben dogodek, nepričakovano presenečenje. Praznično vzdušje, toplo, prijetno, domače. V prvem življenju se mi je nekaj takšnega zgodilo. Sedem let nazaj si zadnjič poljubila me. 7 dni dovolj zame, da pozabim te. Govorijo, da v mestu si lepša kakor prej, sem se zdivi. 1000 ljubic mi ne pogasi. Zanimivo je, da vse pesmi nastajajo zelo intimno, za tem klaverjem pravzaprav, ali pa s kitaro. In ko sem jaz imel te koncerte s to izjemno ekipo po domovih, pri ljudeh, samo najprej imajo mogoče treme, kako bo to izpadlo, ampak že prvi nastop je bil izjemen in neverjeten sprejem smo imeli in takoj smo bili pač tako, kot jaz doma za klaverjem. In pravzaprav si ne predstavljam mogoče bolj intimnega momenta, ki ga lahko dosežeš, kot če priješ k ljudem domov. In oni te neki za jesti postrežejo, za piti in se z njim pogovarjaš in ni muzika samo muzika. Življenje je pomemben, ljudje so pomembni, druženje je pomemben. Glasba je življenje, vsak trenutek in nekdo je natakar, en je kuhar, en je glasbenik, en je zdravnik, ena je učiteljica in vse to je isto. In ker se to razume in ker ni preprek, nastane čarovnija in to se je vedno znova zgodilo na naših koncertih.